Recimo, če si ti v spalnici pa razmišljaš, kaj reči, a pol nisi imel pogovora pred spalnico. Dirty talk ni specifično umazan govor, se pravi, nimamo sranje, kurba, prasica. Jaz nisem nikoli na glas poslušala porničev, tako da sploh nisem imela kako dirty talk. Ko mene recimo vzburja, če ženska uživa. Jaz sem prišel recimo med punce in so tako šle stran. Jaz čutim moška, kdaj bi šel z njim v vojno. Se pravi, si bil v Brazilki, ne v Braziliji. Ko sta seksala v španščini, če je to naravna španščina, če pa to španščina z Duolinga, bo pa to totalno neprivlačno. Ne? Živjo, mi dve sva Lucija in Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama? In danes je z nama Matej. Živjo. Živjo. Ti imaš toliko dolg priimek, da ga bom prebrala. Ja. Ampak Matej Ken Macunga Sedmak. Učitelj, prevajalec in raziskovalec jezika, ki nam bo povedal, kaj je dirty talk in kako se ga lahko naučiš tudi ti. In zakaj je včasih v španščini dirty talk tako seksi in v slovenščini tako cringe? Ali pa v angleščini, meni je v angleščini navaden, španščine pa ne razumem, tako da je pa sam seksi, ne? Ja. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Za začetek, da se mečkam bolj spoznamo, mi dve pripravljava icebreaker question in za tebe sva pripravila tega. Okay? Ali bi raje obvladal dirty talk do te mere, da sam z besedam lahko žensko pripelješ do orgazma? Ali bi raje obvladal small talk do te mere, da se lahko spoprijateljiš in navežeš stike s komarkoli? Ali da zberem oboje? Ne. Aha. Eno ali drugo. In če izbereš eno, polunga drugega niti mal ne obvladaš. Aha. Pa si tako v drugi stvari, si tako najslabši Sam možen. kaj bom pa dobil, če nimam small talka, da bi jo sploh prišel do nje? Boš, glej, imaš jo. Okay, Čak, ti si poročen? Jaz sem poročen, ja. No, evo, jo že imaš. Zdaj Ja. od tega trenutka naprej imaš to sposobnost, evo, eno ali drugo. Tale, da bi obvladal tok do točke, pripeljem do orgazma. Zdaj, jaz sicer ne verjamem, da je dirty tok tisti, ki pripelje do orgazma. Nujno, včasih je, včasih ne. Tok mora biti tak, da pač ustvari to seksualno tenzijo, da dejansko naredi to, pač predvsem pri ženskah, bolj kot pri moških. Mi smo bolj vizualni, mi bolj vidimo. Veste, bolj tiste, ko morate pač doživeti eno izkušnjo, ki se pa pripelje skozi komunikacijo. Tako bi bom rekel, tako dobra komunikacija, ki vključuje dirty talk, je recimo tista, ki te lahko pripelje do orgazma. To bi bilo super, ja, to bi imel to sposobnost, absolutno. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In mi dve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pa zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Ja, pa da sploh tu bi že jaz na začetku povedala, da dirty talk ni specifično umazan govor, se pravi, nimamo sranje, kurba, prasica, ampak je lahko to samo pricam ali pa neki, ne? Okay. Ja. Ja, Da zdaj ne si... boste mislili, da se pogovarjamo tle zdaj o grdih nekih stvareh, ne? Ja, ne, ja, imamo to pač ta dirty talk, štekam konotacijo, bi pa rekel še drugo besedo, zbravo, nimam pa boljše besede, ampak štekam, zakaj se gre. Ne? Dajmo si izmisliti zdaj eno. Sweet talk, ne, drugače rečejo tako kdaj, ne? Sweet talk. Veš, Kako bi v slovenščini? Zdaj smo, evo, dajmo v slovenščini najdete en izraz. Mogoče, da najprej povem moj pogled na to, ne, kako izgleda. Zdaj, jaz kako vidim je, da zdaj, jaz sem imel zelo pestre izkušnje, preden sem se poročil, tako da sem imel kar enih 50 punc, nekaj takega. Mogoče malo več, ne naenkrat. Ampak tudi več naenkrat, ne moš jih imeti. Tudi hvala, ja. In sem se prosto tam ukvarjal, kako vzburiti žensko, kaj narediti, da postane mokra, kaj naredi, da hoče iti z mano ven. Resno sem se tam ukvarjal prav kot študij, ker jaz sem bil tako totalni antitalent za to. Pri 17 sem gotovo, da sem najbolj neprivlačen tip, ki je bil v razredu daleč. Mislim, tako, jaz sem prišel recimo med punce in sem tako šle stran. Jaz sem bil tisti prav repellent in sem prav študiral to, sem prav bral knjige recimo o tem, kaj narediti s punco, kaj se študira racionalno, masaže,
kako se jo dotakniti. Prej sem se lahko sploh kakšne dotaknil, recimo, se res tam ukvarjal. Čak, ampak si verjetno najprej tudi naštudiral, kako se sploh začeti pogovarjati z njo, ali si ti najprej to... Najprej tiste fizične dela, pa sem gotov, da se moram začeti pogovarjati. Da moraš najprej sploh dobiti, da boš lahko vse ja. Veš, ko si pač kot najstnik razmišljaš, ko boš tukaj dobil. Ne? Ja. In pa sem v bistvu gotov, da ta komunikacija, pa predvsem poslušanje, je najbolj seksi stvar. To kar še enkrat povej, kaj ne komunikacija, ampak... Komunikacija, poslušanje. Bravo. Veliko govorjenje. Tako ja, to je celo v bistvu, lahko bi rekli, ne vem, komunikacija, ki ustvarja seksualno tenzijo. Ne? Ker seksualna tenzija je tista, ko pol te pripelje bliže, tista, pač s katero pol se začne predigra in pol naprej. Ne? Tako da je beseda za to, ne vem. Dej tle tako, a nam lahko daš kakšen konkreten nasvet, lele? Kaj si ugotovil, da deluje? Je kakšna taka stvar, ki si jo večkrat uporabil in je vedno zažgala? Ful je pomembno, kdo ti si kot, recimo, moški, kako si ti v svojem bitju, da se ženska počuti varna, da lahko naredi en korak naprej. Ne? Ker ženska ima ogromno izkušenj, vsaj tako, kar vem, izkušenj z taki neprijetnih, z raznimi tipi, ki so agresivni, ki so neotesani, ki se ne znajo obnašati, ki ne čutiš varna. In če se ne čutiš varna, ne moreš biti vzburjena. Ne? In če si lahko v komunikaciji tak, da nekako tako se čutiš povezana, da tako se čutiš razumljena, da se čutiš, da se lahko izraziš, to je v bistvu tisto, kar pride pred tem to vzburjenostjo in dobrim seksom, recimo. Tako jaz vidim. V katerem jeziku pa je po mojem bolj je bistvo, kdo ti si, pol pa so jeziki, recimo tisti, ki pol naredijo nianse. Jaz bom malo pred zgodbe povedala. Jaz sem Mateja spoznala na Podcast Connectu, tle, ko smo ga imeli v studiu. In ti imaš v bistvu šolo, da biš sam povedal, kakšno imaš, da boš lažje. Ja, jaz imam jezikovno šolo v Ameriki in v Sloveniji, ker sem v bistvu odkril, na kakšen način usvajati jezike. Ko sem pa jaz to odkril, je pa tako, da nisem imel prijateljev, nisem imel punce, bil sem pač tako osamljen najstnik in sem v bistvu iskal to povezanost, to človeško povezanost nekako in skozi angleščino, recimo, sem dobil prve prijatelje. Take resnične. In potem skozi španščino sem dobil ogromno prijateljev, že več prijateljic. In sem recimo odkril, da ko ti res osvojiš jezik, ko ti res, ne sem tako, da znaš par besed, but you can actually speak it like it's your language, o que puedes hablar como si fuera tu lengua, es muy importante hablarlo así. Tako recimo, ko res govoriš jezik dober, in se res lahko v polnosti sporazumevaš v tem jeziku, dobiš ful več ljudi, ki se hočejo s tabo pogovarjati, ki hočejo biti blizu tebe, vključno s puncami, ki hočejo biti blizu mene. In to sem odkril. In potem sem to odkril, sem v bistvu hotel narediti šolo, ker drugim ljudem pomagam do te človeške povezanosti skozi jezike. Okay. Ja. In potem smo se nekaj pogovarjali, in smo prišli na temo tega, zakaj, kot sem prej rekla, je španščina tako seksi in slovenščina ne. Pa smo pa malo debatirali o tem, kako se včasih človeku osebnost spremeni, glede na to, kateri jezik govori, kako lažje ljudje govorimo v angleščini kot v slovenščini. Jaz sem pa rekla, da mogoče zaradi tega, ker smo bolj navezani na slovenščino in se zdi vse težje, bolj ponotranjeno v angleščini, pa pač smo malo bolj oddaljeni in je vse bolj tako, I love you, lažje rečeš kot ljubim te. Tako da pol smo dojeli, da bi lahko skupaj malo raziskali tu, ta dirty talk in kako se osebnost, kakšni so recimo tudi ljubimci, tako različni ljudje, ki govorijo v različnih jezikih. Ja, tu, hotela sem dati malo konteksta. Jaz sem drugače zamislila, da bomo na začetku ene par mitov razbili, ampak je Sara enega že odgovorila. Je tega, če je dirty talk, če mora biti vulgaren. Ja. Ampak gremo potem na naslednjega, ker to smo zdaj že povedala. Ni fora dirty talka, da je dobesedno umazan, ampak to, kaj rečeš, kako rečeš. Pa besedo, zato, ko bi to imenovali? Ja, dajmo. Let's try in English. For me personally, it's much easier thinking and speaking in English generally. So when I speak in English, I can think much faster.
Recimo, to je zanimivo, ne? V angleščini jaz hitreje razmišljam, tako da ampak malo Ja, to samo veš slovenski kaj, podcast. Zdaj rabiš besedo v slovenščini. Vem, Pa nas štekam. posluša dosti Ja. ljudi, ki mogoče jim angleščina ne leži Štekam, tako, da štekam, bomo ja. probali čim bolj v slovenščini govoriti. Poglejmo v slovenščini, kakšna bila ta beseda. To je recimo, samo meni se zdi, da veš kaj pri slovenščini, pa slovencih, recimo pa slovenkah. Jaz mislim, da smo mi dosti manj privlačni, kukar so recimo špansko govoreč, ne vem, Kubanci, Kubanke. V kakšnem smislu? Na pogled ali na vse? V smislu, Karakterno. ne, v smislu Vibe. recimo vibe, ne? Da greš nekom spat, da si z nekom seksualen. Ne? Ja, Španci so znani potem, da so ful Mi bolj smo malo topli in trdi, odprti. ne, menda. Trdi smo, ja, ja. tak občutek imam. Ne? Zdaj, tudi po sebi sklenem, jaz sem recimo imam večino take te preteklosti biti pač trd in neprivlačen. Tako jaz intimno razumem, kako to zgleda biti. Ne? Jaz sem se mogoče mal sem se omehčal skozi jezike, recimo. Ne? Meni so jezike malo omehčali, ampak ko vidim recimo polno slovenskih prijateljev in prijateljic, recimo, če pogledam spektr mojih prijateljic, recimo iz Mehike, Kube, Kolumbije, pa spektr prijateljic, recimo iz Slovenije, se mi zdi, da je ta narod recimo bolj privlačen. Recimo, ne? Pa si, Je bolj, ko tudi bolj greš seksualen, so tako oprosti. Absolutno bolj seksualen. Ja. Absolutno. Mislim, tam imaš recimo, ko si ti na Kubi, imaš 15-letnice so večinoma že noseče z nekom. Ne? Oni so tako seksualni že To je zdaj že zgodaj, recimo. Ne? pre. Ja, v resnici. itak, ne, ampak je, recimo, tako nasplošno je narod ful bolj tako. Imajo nek ta žmoht, ne? In ni to zanimivo, kako se tako zdi, kot da se iz zemlje rodil nek narod, kot da se je v nek narod rodil žmoht, v Ruse se pa je rodil trd. To je Ja, ja. kao s tem povezano, ker je tam Ja. bolj toplo Aha. in je pač že zaradi tega, ker je drug vibe. Bolj, ko greš proti severu, bolj, ko je hladno, bolj so ljudje zaprti in mrzli. In bolj, ko greš proti nekim vročim državam, bolj so ljudje tako sproščeni in odprti. Sem res, ja, pa v Afriki pa so tudi nagi, ne? Pol tam koncu reče, ja, ne, tako sem mislila. Zdaj nagost, veš, seksualna, nujno. Ampak ja, ne, pač Ne, je. zihar je nekaj. povezano s toploto. Ja, je, ja. Tudi, ne, glede na to. Ampak tudi malo zaradi tega, ker ti je vroče, pa si na. No, ja, naprej. Ampak ja. Tako da, še zmeraj nismo ugotovili, kako bi to poimenovali v slovenščini. A jaz sem že nehala Ja. razmišljati. Zdaj sem o Kubancih razmišljala in o tem, kako imajo v bistvu srečo, da so tako žmohtni. Kaj je za vas, kakšen narod je za vas najprivlačnejši, kar se moških tiče, recimo, če bi šla spat z nekom, recimo, iz kjer države te najbolj? Ja, ok, zdaj to je po mojem nek travma, ampak tako Indici Aha. pa Grki. In ti si Ampak pa tu po mojem sem zato, veš, ker sem tam živela nekaj časa in v Indiji in v Atenah in sem bila dejansko z Indijci pa Grki Aha. in se mi je razvil nek ta, nobenega drugega ne poznam jaz na glas angleškega, ne, vseeno mi je Aha. za njih tako. Aha. Ampak indijski pa grški angleški na glas, ne, mi pa nekaj ustvar, tako da jaz mislim, da je tudi tako neka Pa je tu- navezanost, ker sem bila tam. Je tu večina Indicov ali zgolj posamezni Indici? Zgolj pametni Indijci. Aha. Kaj pa recimo, je kakšen tak narod, ki bi recimo večina moških ti bila privlačna od tiste narodov? A tako pa moji možgani ne delujejo, Aha. da lahko na večino tako pogledam. Okay. Ja, rekla bi, da so mi Španci kar seksi, ne, se zato pa imajo te nanizanke, pa tako, ne, vsi jih poznamo kot seksi, pa Italijani, ampak so malo nizki, ne, menda? Španci ali Taki čokaj. Mehičani? Latino ti je to. Ja, Latinoti, Ja. ok. ampak tudi ne vsi, ne, tudi mi eni niso. Kateri so pa te? Ženske? Ja. No, lahko tudi moške. Ja, pri moških nimam teh. Veš, kaj je zanimivo pri moških? Ne? Jaz čutim moška, kdaj bi šel z njim v vojno. Tako recimo, če me kakšna ženska vpraša, ta ti privlačen ali ne, razmišljam, ok, če greva v vojno in bom mogel moje življenje recimo dati v njegove roke, a mu zaupam. Če mu zaupam, bo verjetno on Pa privlačen. tu si tudi po ti reakciji. tako ta koncept ustvaril ali je naraven koncept? Naraven, verjetno. Ja. Se to je pri nas moški naravno. Sounds healthy. Ja. Tako, okej. mislim, you want to have a warrior. To recimo, moji frendi recimo so take vrste, recimo tipi, ki bi res se lahko šel, recimo, fajtat z njimi v neko, recimo. Če ni tu moški, pa ne morem vzpostaviti globoka prijateljstva, recimo, z nekom, ki ni tak, ne? Težko. Pri ženskah pa Brazilke.
Vidiš, jaz sem premalo bila, da bi si sploh Ja. znala predstavljati razliko med Brazilcem, Ne, Kubancem, veš, Špancem in čakaj, Mehičanom. Brazilke, vse v bistvu predvsej Brazilke, Kolumbike, Japonke. Recimo, ja. Japonke so verjetno top. Vse tudi žena imam z Japonske, ne, tudi sem si izbral na tak Ja, pa način. moraš reči, Ma že da ne vem. Japonka je prvo mesto. Ne, ampak je res tako, recimo, ne vem, če ga nek tako zasirjem, da recimo gre stran in da se hoče ločiti od mene, pa da si iščem recimo novo partnerko, bi si najdel Japonko verjetno. Ja. Jaz sem mislila, da boš zdaj rekel, bi si najel pa Brazilko. Da bi šel bolj na to. Okej. Drugače, veš, kaj kdo bi ti drugače rekel, energija. da si malo mogoče ne rasist, kako se reče tem? Jaz recimo zelo nerada izpostavljam svojo navezanost do Indicov, Aha. ker se mi zdi, da mi vsi rečejo, da sem rasist. Sem zakaj? Ne vem zakaj. To je preferenca, tudi kako, če ti je všeč vanilje Ja, in sladoled in pol. Kako ste se pa svojo partnerko razumevala, ko ste se spoznala v V angleščini? angleščini. Aha, Ja. okej. A ti ona Smo kdaj tukaj. tako govori, kaj pač po... Čak, Japonka ali Kitajka? Japonka. Japonka. Mm. Po japonsko, pa ti je tako full hot, a znaš ti tudi kaj japonsko? Znam. Ja, mi je hot, ja. Si gledal te mange ali kaj so ti Japonci risanki? Ne, par filmov, ampak nisem bil tako nikoli manga fan. Ampak to bi bilo pa full proper, ne? Aha, Če bi bil full hardcore manga aha, fan in da bi te tudi celo tako mladost blusansko in pa bi dobeno Japonko. aha. Je bilo tako. Ja, knjižno. tako, mi je pa blusansko, recimo, tako, to je bila moja druga Japonka, v bistvu, s katero sem bil, ne? Ampak tako mi je bilo nekaj norega hot, tako da sem imel en take sanje in pol, ko so res prišla skupaj, tako je bilo čist hudo. So ti tujke bolj nasplošno privlačne? Ja, Okay. Dobro, ok. sem bolj je odvisno od, tako bom rekel, na koncu je bolj odvisno od posameznice, kakor od, Ja, recimo, itak. ampak recimo, če na splošnem je procent, recimo, ne vem, če grem po ulici, pa da recimo gledam, tako, katera ženska mi je huda, mi je hot, recimo definitivno, ko grem po Kubi, ne vem, mi je hot, ne vem, 80% žensk, ki sem mlajših, ki grejo recimo mimo mene, ne? Ali pa, ne vem, Kolumbik, ali pa Japonka, recimo, ne? Tudi, v Braziliji še nisem bil, sem pa bil pred Brazilkami, tako da imam malo občutka. Se pravi, si bil v Brazilki, ne v Braziliji. Ja, sem bil v Brazilki. Je drugače čisto pač, jaz tako isto za moške ne bi mogla reči, pač, kjeri so mi tako ženske, črnke. Meni so vse črnke tako lepe. Jaz prav vem, ker sem bila tako v Londonu na podzemni in sem tako gledala, pač malo opazovala ljudi okrog sebe. Meni je bila vsaka črnka tako lepa, tako imajo tako lepo kožo, tako lepo obraz, take poteze, ful, take intenzivne. Pač tako vse so mi bile lepe in potem sem tako gledala, nobena druga, pač tako narodnost mi ni bila tako, da bi mi bilo univerzalno, da bi mi bile tako lepe. Črnke so mi pa tako prav wow. Ampak ja, za moške pa pismo ne bi mogla reči. Moški pa pač mora biti karakterno. Če ne bi pa tako sploh, ne morem enega moškega pogledati in biti sam tako, všeč mi je zaradi tega, ker dobro zgleda. Ženska na splošno nista tako vizualna, kot recimo mi moški. Mi smo lahko, recimo, če imamo res dobro osebnost, pa če te res znamo tako, da se res z nami počutiš hudo in tako varna in lepo in tako, da te res znamo recimo zboriti skozi komunikacijo, ni toliko važno, kako izgledamo. Če znamo nekako skrbeti zase, recimo, ne? Tako, to je z razliko, recimo pri nas moških, mi smo ful vizualni. To smo imeli podobne teme na prejšnji epizodi, kako je to pomembno. Ja, jaz recimo ne hodim tako velikrat po cesti, pa moške opazim sploh. Jaz sploh ne opazim, da je kakšen privlačen ali pa ne privlačen. Pač včasih. Res mora ful res redko tako nek, ja. Drugače pa ta prva stvar mi je pa tako, da je pameten. Ne, jaz bi rada, da je pameten. To je ta glavna stvar. Pa malo smešen še. Pa samozavesten, no, do nekaj. Ja. Ok, v glavnem. Prvo vprašanje. To sem hotla, to se spet navezuje na tisto, kar smo prej govorili, pa ne bomo po mojem temu napršali, ampak pač mogoče veš, zakaj se sploh reče dirty talk, zakaj so začeli uporabljati ta izraz, če ni nujno dirty, če pač lahko samo rečeš, ne vem, joj, koliko me pališ ali pa koliko mi to paše, pač to je vse smatrano kot dirty talk in tudi to velikrat ljudi zmede, ko govorimo o dirty talku, ker sploh ne vejo, da v bistvu je to že dirty talk. Zakaj smo izbrali ljudje glih to besedo za to? Ne vem. Jaz, tako kot sem rekel, jaz mislim, da je dosti bolj pomembno, kdo ti si v bitju, ne? Spravi, tvoje bitje, kadar govoriš, je verjetno 1000-krat pomembnejše od besed, ki jih rečeš.
Kdo ti si, kar ljudje imamo, kot take antene, veš, kako se recimo povežemo, tako tiring, in ko recimo čutiš nekoga, ne, tako ga začutiš, ali pa jo začutiš. In to, ko se ljudje začutimo, to je po mojem tudi tista osnova seksualne privlačnosti, jaz se ti ne zdi. Absolutno. Ja. Kako je pa tukaj še pomembna intonanca, pa na kakšen način to rečeš, pa kakšen glas uporabiš, pa ne vem, hitrost, vse to, pač koliko je to pomembno pri Dirty Talku, v primerjavi recimo z besedami, to, kar rečeš, pa to, kako rečeš. Recimo, tako bom pomislil mogoče na take izkušnje, recimo, ko so bile res hot, ne, v življenju. Eno punco imam recimo zdaj v mislih. In recimo se ona, ni dosti govorila, ne, ampak bila tako hot, na način, kako je govorila. Veš, tudi način, kako si tiho, zna biti res hot. Ne? Ja. Tako da ne gre za ta govor, mislim, da je tako full overbloated. Ne? Je full dobro, da ste se to temo zbrali, ker se res o tem ljudje razmišljajo, ne? Ampak če res razmišljaš globlje, vidiš, da it's not about the words. Je tisto, kar žari iz tebe nekako, kar sije. Ne? Tako da delati na tem, da znaš sijati, recimo, da zna nekaj sijati iz tebe, recimo, ali pa ta pametnost, recimo, ko ti govoriš, to je nekaj tako v beingu, ne? In ko je v beingu to res hot, ne? Takrat je hot. In pol veš, lahko rečeš karkoli, kadar si tako povezan, ne? Res noro, takrat rečeš karkoli, s kakršnokoli intonanco, kar bo tu izhajalo iz tega, kdo ti si. Tako jaz bi tu predlagal mogoče poslušalcem, če delajo na sebi na tak način, da res pogledajo, kaj je v njihovemu bitju tisto, kar ni privlačno, ne? Kaj je recimo nekaj takega, ki se pretvarjaš pri nekom. Jaz sem se recimo ful pretvarjal celo življenje. Tu sem videl, da je bilo ful neprivlačno pri meni. Sem se res, ne vem, sem se delal kao, da sem, ne vem, recimo še nisem bil z nobeno punco, sem se delal recimo v 8. razredu, kakor da sem recimo bil že z nekom. In take gluposti recimo. In to je, veš, in se spomnim tako, sošolk pa recimo tudi pol v srednji šoli, tako sem me gledal tako malo, je tako nekaj smrdi, no? Nisi tudi to, no? Nisi ti. In če nisi ti, po mojem, predvsem punca imate ful ta mehanizem, da takoj zaštekate, kdaj je en tip, ki se nekaj dela, ki ni resničen. In če ni resnično, je tako out v trenutku. Ker pri vas puncah je to, da boste eliminirali 9 od 10 moških v trenutku. Se pravi, pri nas moških mi moramo paziti, da nismo eliminirani. Ker če smo eliminirani, je konec. Ne? Takrat, če v prvih, ne vem, par minutah pogovora načutiš, da bi pa bila mogoče s tem tipom, ne? Je out. Ne? In tako da to je bolj tista igra. Ampak evo, recimo, dajmo pa zdaj vzeti primer, si že pač imaš partnerja, vse pač tima, se imata rada, ampak bi rada tako malo popestrila, tako ti je, veš, da je tako malo preveč tišine v spalnici, a ne? Kako se zdaj Ampak tega je lotati? awkward, ne? Ja, to mislim, pač te awkward, pač začutiš, da bi bilo fajn nekaj reči, ampak kako zdaj začeti? Kaj sem imela, zdaj sem, nekaj časa nazaj sem na Instagramu dobila vprašanje glede Dirty Talka in kaj ljudje rečejo, če dam lahko okenček, da ljudje svoje pač te ideje napišejo. Pa to sem imela že nekaj časa nazaj, pa je bilo ljudem ful zanimivo in zdaj spet. In pol so mi ljudje pisali, da je to shranil highlights, zaradi tega, da bomo lahko si kdaj še pogledali. Pa pač zdaj jaz nočem, da ljudje pridejo v spalnico, pa imajo tako naučene fraze, ali pa imajo tako listke tam za poslo skrite in za pol tako, čakaj, bom zdaj rekel naslednjo stvar. Ampak še vsem se mi pa zdi, pa pismo nek pa moraš začeti. Tako, če ne veš sploh nobene ideje, neke te fraze, nekaj obstaja, ki bi lahko ljudem pomagali dobiti neko idejo, pa na neko potit in potem to delaš in delaš na tej intonaciji in na tem, kako to rečeš in na timingu in vseh teh stvarih. Ampak tako, kakšne te osnovne fraze, a ne, pač v bistvu vse to, bomo točno te specifične, bomo si pol pogledali, ker sem jaz pripravila, kako me gledaš. Ne, neki sem ful globoko oprosti, neki sem ful sem zdaj razmišljala globoko neki. Ti, ker govori naprej. Ok, me je skrbelo, da kaj se ne strinjaš. Ne, vse se strinjam. V glavnem, jaz sem pripravljena par tako angleških teh znanih Dirty Talk izrazov, da jih bomo probali poslovenati. Ampak, do takrat pa, daj mi povej, zakaj nam je tako težko govoriti v slovenščini? Pač tu, zakaj nam je to tako nenaravno? A zaradi tega, ker smo pač v porničih navajeni, a ker je slovenščina tako awkward jezik, kaj fora? Ali pa zakaj nam je v angleščini tudi težko včasih? Zdaj, sem, da veste, jaz sem ponavadi na podcastih ekspert, to je v usvajanju jezikov, ne? Yeah.
jaz nisem ekspert v ničemer od tega, tako da jaz sem tukaj zdaj kot, tako, jaz dosti več veste tako jaz, ne? Tako da jaz se bolj učim od vaju, kot da bi jaz recimo vas kaj naučil, ne? Ne, pa glej, si imaš osebne izkušnje, Ja. imaš izkušnje v jezikih, Imaš s puncami izkušnje Ja. z različnimi narodnostmi? Sem veš, tako da izhaja kar iz tega. ekspertiz je mogoče tako, jaz sem slučajno postal en največjih ekspertov na svetu za jezikovno usvajanje. Jaz lahko recimo nekoga prepeljem v 5 urah do recimo full govora jezika. Jaz delam take stante, da se tako, da je noro, kaj z ljudmi delamo. Ljudje recimo pridejo brez nekega znanja, 4 tedne kasneje govorijo jezik. Ne? Kje si bil ti, ko sem jaz mogla nemščino se naučiti v gimnaziji? Ja. Oh! Tako da sam da delim, ne? Moja izkušnja tukaj je zdaj tako, da sem v eni temi, ki nič ne vem napram tam, kar vemo o jezikih. Ne? Jaz vse vemo o usvajanju jezika in lahko nekoga res unovodam do daske in ne glede to, kaj mi nekdo reče, bom vedno mu dal lahko kontrol, karkoli, kar vem, kar razturam, kar je to moje področje. Ne? To je pa, zdaj se pa počutim, tudi zdaj sem pa z 2 ekspertkami, ne? Na tem področju. Mi sploh nismo ekspertke v točno tem področju. Ne vem, jaz ne vem veliko dirty talkov. Meni je to v bistvu zelo awkward stvar. Ne, pa tako, ker recimo jaz, če bi tako čisto svoje izkušnje povedal, ne? Je to non-essential topic, ne? Recimo dirty talk. Ok, fajn, če gremo lahko dan so to temo, če se pripravljam, tako da ni panike, ne? Ampak če bi res recimo, če stojim, ne vem, pred enim tipom, ki si želi, ne vem, da pride do me včasih, recimo, imam kakšne mlajše fante, ki recimo pride do me in reče, veš kaj, ko mi malo bolj zaupajo, recimo, ne vem, kakšen govor ali kaj taga, povem o kakšnih mojih izkušnjah in pride do mene, veš kaj, kako ti je uspelo to dobiti punce, recimo, ne vem, ko si 19, pa on star, recimo, ne vem, 18, pa mu znam recimo nekaj predstaviti ali pa povedati, pa bom recimo se vzel 15 minut, pa mu mogoče dal kakšen nasvet, ne bi nikoli šel v to smer, ali pa včasih ima tudi punce, kakšne so kakšnimi ful privlačnimi punce, pa so samske, pa mu vpraša, kako dobiti dobrega tipa, ne? Pa recimo jim bom dal kakšen nasvet, če si iz mojih izkušenj, nikoli ne bi šel v to smer. Tako da jaz nikoli, dirty talk, recimo, ne, če bi se vzel 50 področji, recimo, ki bi nekomu svetoval, kako biti bolj privlačen, kako imeti boljše seksualno življenje, ali pa poročeni moški ali pa ženskam, recimo, ne? Kakorkoli pač izkušenj imam. To bi bila mogoče tema številka 37, ne? V toliko drugih esencialnih stvari, recimo, o katerih bi se želel pogovarjati, ki so bolj, po mojem, bistvene. Ne? Zdaj, ni panike, lahko se pogovarjamo o tem, samo ni bistveno, po mojem. Ne? Je daleč od bistva. Ne? In če se ljudje bojo na to osredotočili, recimo, če si ti v spalnici pa razmišljaš, kaj reči, pol nisi imel pogovora pred spalnico. Nekaj moraš ti se pogovoriti s tem partnerjem, preden se ti probaš. Če pa ti na podlagi neki, recimo, nekomunikacije, ko imaš ti s partnerjem, probaš imeti neke besede, je pa to samo poškoduješ odnos, po mojem. Ne? Ker to je kot da bi dal, recimo, tako, da narediš tisti, veš torto, ne? Pa daš tisti cukor na torto, ampak v bistvu je blato. Ne? Noter je blato in pa ti cukor na torto delaš. Ne? Nekaj takega zgleda, če ti probaš nek dirty talk delati. Zdaj, če ima ta video pa nor odnos, pa ima ta super seks, pa se res ono krasno štekata, ne? Pa pol hočeš tu začiniti z nekimi besedami, tu bosta pol itak skupaj odkrivala, ne? Verjetno bosta se o tem pogovarjala, ne? Tako bosta nekaj probala, pa ne vem, boš ti nekaj gledal, pa probu z njo, ker če se ti počutiš res svoboden s žensko, ne, z moškim, pol boš ti itak vse hotel probati in lahko probo in pol boš itak probo in boš videl, kaj deluje, ne? In jo boš začutil, ne? Ker če point, po mojem, tega dobrega odnosa, ne, da ti znaš začutiti partnerja, kaj paše, kaj ne, do kje greš, kje se dotakniti, kaj z njo narediti, kaj reči. In pol je to itak naravno, ne, ko to začutiš. Če pa ne začutiš, pa ona itak v nekem svojem svetu, pa ti v nekem svojem svetu. Ne. In pol bo bolj ta nek tok, bo nek zmoto, neko tisto, wow, kaj se tu zdaj dogaja. Ne. Tako jaz vidim, no, to je moj pogled. Ne, to si ful out povedal. Se tukaj je, mogoče je glavni point te epizode, da ljudje ugotovijo, da mogoče oni že delajo dirty talk, pa sploh ne vejo. Da to ni neka taka big stvar stran od vseh drugih ločena dirty talk. Ker tako se mi zdi, pač o tem se veliko govori, tako vsi vemo, da ta dirty talk obstaja, vsi ga vidimo v porničih in pol tako si mislimo, joj, jaz bi to probal, ampak ne vem kako, ampak tako v resnici. Če že ti porniči, to ni, mislim, mene ne vzburjajo porniči, recimo. Mislim, ne vem, to je nekaj tako nenaravno, ne, mislim, kardo, ne vem. Ja, zaigrano je. Zaigrano, mislim. To zmoti. To je čist, mislim, če je že kakšna, recimo, stvar, ki mi je všeč, so, recimo, ne vem, tiste, recimo,
ne če jim reči, erotični filmi, kjer se dejansko tako poljublja, tako se recimo gre čez neko proces, da res čutiš. Veš, kaj mene recimo vzburja, če ženska uživa. Res, ne? Če ženska ne uživa, meni tako brez veze. Ne? In jaz mislim, da tu večina moških, ki smo zdravi, ne vem, ko prijemo do njega, ne vem, moče neke zrelosti, da vemo, okay, kaj nam v življenju paše, kaj je ok. Se te ne vzburja, če ženska ne vse neki tebi dela, ali mislim, vsaj mene ne, no. Ne vem, tako da tu, kar se recimo mladi včasih učijo odporničev, mislim, da hitro vsak z IQ-em višjim od mogoče 80 lahko takoj vidi ta prvo punco, da tu našpila in takoj vidiš, da tu v filmih recimo, ne vem, se ti mogoče kot majhen se leh igraš, ne vem, z nekimi pištolami, pa ne vem, kaj si Superman, ampak takoj, ko odrasteš, vidiš tu brez veze. Ne? Tako porniči so v bistvu za otroke, ne? Za ljudi, mislim, za moške. V bistvu. Mislim, za ljudi z ful nizkim IQ-jem ali pa z nobeno domišljijo ali pa z, ne vem, jaz si ne predstavljam, da bi, ne vem, gledal pornič, zakaj. Mislim, zdaj bi lahko tle ful debatirali o tem, pač zakaj porničev ne in zakaj so slabi in kaj lahko je dobro in kaj ne. Jaz sem štekam, to je debata zase, sej ful dober point. Ja. Ampak pač še zmeraj pa dejstvo, da veliko ljudi jih gleda in veliko ljudi dobi neke ideje in ne samo ideje, ampak potem tako neke fantazije. A ne? In pač to je ena izmed tih. In pustimo zdaj to, a je to zdaj ok, da si to tam dobil ali ne, zaradi tega, ker je tako spet odvisno od primera do primera. Ampak dejstvo je, da potem dobiš to neko fantazijo, bi si želel to probati, pa ne veš, kje začeti, pa kako začeti. In pač hočem samo povedati, da ni sploh to tako težko, kot se nam zdi, ker že sam to, da recimo ga ližeš punci, mislim, jo ližeš, piško ližeš, in jo vprašaš vmes, a ti je dobro to, ali pa ti ona reče, joj, da je še tako, to mi je dobro, to je že pač basically dirty talk. To so že tako neki začetki. Tako najbolj osnoven dirty talk, a sploh ni dirty talk, je pač to, da ti si pustiš zavzdihant, kad ti paše, da pač spustiš kakšen zvok iz sebe, da nisi na mute, da se pač sprostiš. Ker point tega je to, da se ti ne zadržuješ, da si upaš pač reči tiste stvari, ki ti padajo na pamet. Že sam to, da ti pohvališ, rečeš, o moj bog, in človeka po imenu pokličeš, že to, ko imamo mi tako ful to, naši možgani se odzovejo na to, ko nekoga pokličeš po imenu, ko ti nekdo reče, o Lucija, kako je to fajn, ti je dobro za te, ker je tvoj ime bil še zraven in je toliko bolj za tebe to bilo, ne. Tako da to je že vse dirty talk, že vse to so stvari, ki te pač napalijo in se mi zdi, da že to je dobro vedeti, da je to, če že to počneš, si pač že začel in pa lahko sam iz tega nadgrajuješ, a ne, da nimaš tistega awkwarda, da moram pa začeti kar nekaj se pogovarjati, pa govoriti. Če ti ne paše, če v unem momentu je boljše, da si tih, bod tih, a ne, da bereš situacijo. Zdaj tako štekam ali globlje, tako ta point, v kar greš, kar zdaj razumem, ne, kar probaš nam v bistvu pa poslušalcem predstaviti je, da nekako se razbije nek mit, glede tega, da govoriti o spalnici, ne, se pogovarjati o spalnici ni neki awkward, ne, ampak je nekaj tega, kar lahko res narediš dobro, ne. In v bistvu, kakorkoli že imenujemo, rečemo, da je dirty talk vse, kar se recimo pogovarjaš med seksom, ne. In recimo, če tako gledamo, jaz bi predlagal, ne, kot tak dober dirty talk, da recimo, ko jo lišiš, recimo, ali pa ko jo božeš ali karkoli, ali pa ko jo probaš, recimo, da naredi, da ji pride skozi G-točko, recimo nekaj taga, ne, da ji rečeš, ok, lej, sprosti se, ker spusti sebe, ne, evo, lej, ne ti tače. Ja, vzem si čas. Ja, tako, ker ena recimo stvari, ki sem jaz študiral med 17 in 19 letom, je tele G-spot orgazem, ne. Okay. To je bilo nekaj, kar mi je bilo tako fenomenalna stvar in ko sem prvič to doživel, sem videl, da lahko vsaka punca to doživi. In sem začel pa z mojimi izkušnjami. Orgazem prav ali squirting? Squirting, ja. Okay. Ja. In je bilo to nekaj, to mi še zmer najbolj nor spomin, recimo, na moje samska leta. A to, kad je prvič ratal? Ja. Te je šokiralo. Ja. Si tako, dejansko deluje, pač neki so naslepa, ampak ja. Točno tako. Ja. In recimo, kar sem videl pri puncah, ne, kasneje, da so včasih, recimo, puncah so začutile, da bi pač teklo z nje, ne, da bi tako se začel zadrževati, ne, ali pa tako, joj, polno punc, recimo, polk sem spoznal, niso še nikoli tega doživele, tako za marsikošno bilo recimo tu prvič z mano in pol en tak tok je bil, ok, lej sam spusti sebe, tako vse ok,
Tako ti sam sproti se. Čist, to je zate, ne? In recimo to je verjetno en tak dober To je tok, ne? face dirty talk. To je Ja. ful dober dirty talk. Ja. Lahko še enkrat ponovi. Prevrte si nazaj, pa Ja. zapište. Sam to mora biti skupaj z res dobrimi gibi, ne? Hkrati pa mora biti resnica. Točno tako. Ne? Ker jaz Ja. vem, kdaj, ko mi nekdo reče, vzem si čas, pa on misli, da ne, da se mu mudi, pa se mu ne da več. Ne? Ja, ne, mora res uživati, nas pravi prvič, da jo začutiš, da res vidiš, da uživa, da je pretan, da je pride, da je res tako, da je res notrna in pol rečeš, ok, ja, evo, le spusti. Ok je, tako, kako si, ali pa ne vem, ko dobro zgledaš, ko si hot. Ampak da res to čutiš, ne? In se mi zdi, pri nas tipih je pomembno, da ko smo s partnerko, da tudi naše misli držimo v to, kako je hot. Da jo naprimeriš tisti točki, ne vem, z neko drugo punco, z neko drugo izkušnjo, ampak v tistem trenutku si z njo, si res z njo. Adoration. Adoration, ja. In tu ženska več čuta, mislim, ve nas prepoznate tako do daske, ne, v vseh pogledih. Jaz vem to pri moji ženi, ona me prepozna v vsakem pogovoru, vsaki zadevi, kako vodim biznis, mi takoj ve, ali sem pristan ali nisem pristan. Ne. Tako pri njej nimam šans, da nekaj se pretvarjam. In mislim, da je polno žensk takih. Mogoče mi moški mislimo, da lahko nekaj glumimo, ampak v resnici ne moramo. In jaz vidim, da kdaj sem jaz njej privlačen, jaz sem takrat, ko sem res pristan in ki sem jaz. In ko nisem jaz, ja, izgubim. Nimam nobene možnosti, dirty talk ali ne česa, da spravim, če nisem resničen. Ne. Ja. To si pa zelo lepo povedal. Veš, Res. kje jaz vidim tako, zdaj sem malo razmišljala tako med jeziki, ne? Mi se tudi tako jezikov se hočemo na isti način naučiti v bistvu, kakor se hočemo dirty talkati. Tako smo rigidni, ne? Ker tudi pri tem dirty talku mi nismo dojeli, 30 let smo stari, pa nismo dojeli, da je dirty talk tudi ampak smo mislili, da so grde besede, ne? Razumeš, tako se hočemo, pa zdaj imamo tako, kako začeti, kakšna so navodila, v resnici pa biti to, kar si rekel svoji ženi, preden, ali pa tej ženski, komorkoli, preden je prišlo, kar si rekel, bi tudi drugače v življenju rekel, ne? To je bila resnica. In ja, pa veš, kaj se mi zdi, mi moški si želimo biti heroji za žensko, da si tisti, ki se ti lahko zaupa, ki se ti lahko prepusti, ki se čuti varna pri tebi. To je čisto naravno, recimo. In če nismo tu za žensko, takrat bomo imeli en tak občutek, da nismo nekako dosegli tega, kar smo, ne vem, tako jaz vidim. No. In valjda, če res čutim, da se sprosti ob meni, da je res tako, da je res lepo in toplo, pol bom pač z beseda in pomagal, da do tega pride, da se res uživa. Ne. In to je po mojem, se mi zdi, naša vloga, no, moških v seksu, da veš, ženska se mi zdi doskrat se ukvarjate s tem, ali ste dovolj dobre, ste dovolj lepe, ali on, ne vem, ali nemo, ne vem kaj. Tako, se mi zdi, da ste ženske dosti bolj self-conscious, kot recimo in moški. Ne? In je pomembno, da tako, no, da skozi pogovor, da res, če ni sproščena in udobna sama sabo, da ji pomagaš, da postane sproščena in udobna sama sabo, da se lepo počuti, da se počuti lepa, da se počuti privlačna, da tako, ker veš, ko smo prej govorili o privlačnosti, ne, se mi zdi, da to je najprej tisti surface level, ne, ko sem recimo rekel pri nas Slovencih, recimo vključno z mano, da smo malo taki trdi, ne, doskrat bom rekel, da je tudi tisti surface nivo, ne, ko pa priješ malo globlje, ne, z nekom, ko se pa res povežeš, pa res začutaš, takrat privlačno jedro v bistvu pride ven. Ko meni se zdi, da vsak človek, vsaka ženska, vsak moški imamo to privlačno jedro v sebi. In zdaj, pri nas moških mi moramo biti dobri igralci inštrumenta. Ne? In če ženska instrument, je od nas odvisno, koliko privlačna je ona v trenutku, kadar sva skupaj, ne, med nama. In to se mi zdi tisto, kar mi moški kaj lahko ustvarimo, če smo v našem lastnem jedru, če smo mi pristni v tem, kar smo mi. Ne? I don't know if I'm making sense. Ja. Ja. Ej, koliko si ti tako star? 41. Ok. Zgledaš ful mlajši, to je prvi moj komentar, ker sem zdaj mislila, da si tako 25, sem te hotela vprašati, pa če si tako ful knjig, zdaj tako hitro prebral, tako mlad tle, kar vedo. Dobro, ajde, do 41 si imel malo več časa. Ja. Ok.
Ja. Drugač, jaz moram zdaj še to povedati glede dirty talka. Primer slabega dirty talka. Mhm. Okay? Kaj? A ti je že prišlo? Ali pa, a ti je prišlo? To je. Ali pa koliko časa še? Ali pa, Koliko časa še rabiš? ko njemu pride, a bi rada, da zdaj še tebi pride? Aha. To pa ni dirty Oh, talk. shit. Aha, ja. Okej. Ne, ampak tu je pa prav tako po besedi definiciji v bistvu je tudi kar dirty talk, ne? To je pa. Fucking ugly. Bom tako rekel, to je verjetno neučinkovit dirty talk, ne? Ja. To je. Jaz sam vidim, jaz sem doskrat ravno to rekel puncem, ja. In ni Ja, a bilo... ti je prišel? Ja. Ampak veš, vi vprašate to iz izobraževalnega. Ja, Res vas ja. zanima zdaj, kako se obnaša telo in zanima vas, a ste vi zdaj čutili to ali niste ali Ja, kaj, ja, točno tako, ja. No, sej, ok, bom tako rekla. Sam ne smeš vprašati takoj po seksu, vprašaš 2 dni. Ne, ampak mogoče, lahko mogoče na nek seksi način to vprašaš, če res ne veš zdaj, Ja. ampak ne pa ki te pršel, pa se ti ne da več, pa se vidi, da si sam tako upal, da je, pa sploh, da se nisi potrudil niti. A veš to, Ja. imaš te. Samo veš, Ne. kaj povem tudi ti, recimo, če na tvoji strani, a ti imaš zdaj partnerja, ali nimaš? Jaz Ja. imam. Recimo, če te ful privlači, kadar v trenutku, ko te ful privlači tvoj partner, recimo, ker res on tako the best, ki ga obožuješ, ne? Nekaj je naredil, mogoče pa nek je bil, karkoli že, da sta res tako top, ne? Pomisli na tak trenutek, mogoče med vama, ne? In pol, recimo, ne, da mu pride, ne, in reče, želiš, da do tebe prije, ampak ti je res the best, je tako hud, ne boš mu pomenil tega, ne bo ti tako izgledalo, kot ne boš sam rekla, prosim, jaz si tudi želim, recimo, ne. In ni panike, in bo pol to tebi prišlo in boš vesela, ne. Če pa v trenutku, ki pa ti ni recimo tako privlačen, ne, ki pa je mogoče tak bolj low vajnega odnosa, pa bo skoraj karkoli bo rekel, te bo zmotlo, ne. A ni tako? To je pa tudi res. Stop, To je pa to tudi je res. resnica. Če sem jaz zadovoljna, pa me on vpraša, če hočem, da še meni pride, bom rekla, ja, 6-krat. Cel Aha. dan boš ti tle zame danes, ne? Če bom pa v kurcu, tako, ja, dobro si to rekel. Ja, resnica, ja. Ker veš, Kontekst. kako je to biti, recimo, moški, ne, z žensko, je tako, mi imamo tak simpel stroj, ne, tako tako nič taga, ne, tako simpel, to je res preprosta stvar. Vemate, tako veš, ko gledaš tiste stroje, ko proizvajajo, ne vem, tiste čipe, ne, ko imaš tiste tako res, mislim, meni ste ve ženske tako čist kompleksne. Mislim, jaz vem, da vsaj mislim, 5 različnih orgazmov sem že odkril, da lahko ženska ima, pri sebi samo enega. Tako, meni je to tako experience biti žensko. Tako, wow, tako, tell me more, what is in this environment? Kaj je še tukaj noter, ne? Tako da, to je res izobraževalno, veš, tako, če si moški, recimo, ne, pa tako mal bolj naumnega, recimo, kova, kot sem bil jaz, recimo, večino življenja, pa še zdaj sem bolj, nisem dih pa tistimi izkušenjami, tako, me je res tako, wow, tako to zgleda. Mene, recimo, moja žena dosti uči o ženski sploh, tako, a ti veš, recimo, ona, kar mene uči, ne, da predigra, ne, je tudi, da jaz pomijem posodo, da vse pospravim, da tako dalje, ne, in če jo vprašam, če recimo, se ti da tako pravi, a se spomniš tistega pogovora, kaj meni res naredi mokro, tako, veš, da jaz nekaj naredim, namestnije, da jo poslušam čez vse, kar gre ona, tu je v bistvu foreplay, kar vsaj pri nas poročenih moških, tisto, kar prinese intimnost, ko smo že 2 otroka, in jaz tako že malo, je pač intimnost prinese to, da sem res pozoren do nje in niti slučajno ni isto, kot trenutki, ko sem bil samski in sem spoznal eno punco in je bilo hot in tako dalje, veš. Narediti mojo ženo hot je meni tako največji izziv. In v trenutkih, ko mi uspe, to je meni tisti tako uspeh. Sem tebe ona res zanima, ne? Ja. Ni velikrat tako pri parih, da te partner res zanima. Ja, da te tako iskreno zanima. Itak. Pravice, da poslušaš in da slišaš, se ti ne rata vedno. In da ti je kukor nekaj tako uganka, tvoja doktorska naloga ob koncu življenja bo glede tvoje žene napisana. Točno tako. Ja, točno tako. Super. Kaj veš, ni tak problem, ne vem,
najti eno punco nekje, pa ne vem, jo napaliti, pa pol jo si hod, pa ne vem kaj. To lahko zmanipuliraš, to lahko pač se navadaš tehnik. In se toliko teh tehnik učil, da bi znal verjetno to narediti. Ampak spraviti mojo ženo do tega, da je mokra in vroča, to je pa tako tisti highlight of the year zame, recimo, ne, ko mi rata. Tako da Koliko časa ste skupaj? 10 let. Oh. Kako tako v bistvu ne je tvoj dosežek, da je pač tvoja žena hoče seksati s tabo, ne? Kakšni drugi moški pa pol korata tako doma izziv, ne? Kar vedno zgleda je, ampak enim moškim je pač lahko to nagrada, da je izziv. Njim je pa izziv, da pol grejo z neko drugo žensko, pa jim je doma pač nezanimivo, ker je pač težje, ne? Res je težje po 10 letih svojo ženo pripraviti do tega. Ja, jaz sem srečen, da imam zelo iskreno ženo, tako da mi dosti sugerira, ne? Recimo tako, da je, kar bo mene naredil res mokro, da te vidim, da ti v svojih biznisih delaš manj riskantnih stvari, da si bolj, da delaš bolj dobre managementne odločitve, recimo, tu bo mene naredil bolj mokro, ne? Kira legenda. Veš, tako je, kadar si mama, veš, ko si mama otrok, te drugačne stvari začenjajo zbujati. Ampak po mojem, da je to resnica. Je čist, veš, ko dokler si preden si mama, te dosti bolj in več stvari vzburja, ker je čist druga igra, ne? Igra je dobiti dobre gene, ne? Igra je dobiti, kot pa ti enkrat zaključiš s tem, ne? Ko si pa nekako to kariero dala čez, ne? Ko so pa otroci že recimo, pri nama so 7 pa 10 let stare punce, je pa tako, dosti drugačna igra. Ja. Vse je logično, ne? Če ti pospraviš, si lahko ona vzame čas zvečer, da je vzburjena, ne? Drugač pa si ga recimo ne bi mogla. Ja, ker če ne ima v mislih, kaj mora narediti. Ja. Pa sploh jaz, ko sem tak lev za vse te gospodinska dela in sploh tako nisem niti slučajno ponosen nad sam sabo, kako sem, kakšen sem kot mož, niti slučajno. Se pa trudaš. Si pa želim, no, vsaj želim si, ne, biti res kvaliteten mož. Ne. Si želim, da bi bila moja žena na nekem podcastu pa rekla, ko mene je moj mož vzborja. To bi bilo meni tako tisti epik, ne? Glej, ti svoji ženi moraš reči, da to gleda. Ona govori slovensko? Ne. Poj boš pa prevajal. Pa boš imela pa bonding time. Drugače, tle sem se še spomnila, ker smo že glih pri tem Dirty Talku bili, a ne, pač to je tudi ful podobno, ker ljudje ne vejo, kako sekstati. In jaz se prav spomnim, ker sem pač, jaz sem tako večino svojega življenja v lifeu nisem sekstala in tudi sem tako ne bom nočem. Se vsi vemo, koliko je teh mimov na forov, kako ženske sekstajo, pa moški, a ne moški celi napaljeni tam, wow, beba pa tam zraven posodo pomiva, pa se sama vsake toliko časa odpiše neki. Ampak pol, pa pač to sem se za tega spomnila, ker mi je ena kolegica rekla, ker sem imela v tem Dirty Talku na Instagramu in je tako brala te odgovore od ljudi in je rekla, kirja materi, če bi oni videli, kaj si jaz pišem s tipi, to bi bilo next level, in jaz da pošala, ne, lahko podelim. To je vse na unih slikah, a veš, ko si pošleš slike na Instagramu in pač ne moreš nima net screenshota, net nima za pokazati, ampak kaj sem se pol spomnila, kaj sem se jaz pač tako, imela sem eno obdobje, ko sem si z enim pisala, to so bili tako eseji, to je bilo tako, to ni bil dirty talk, to ni bil sexting, to je bilo tako, to so bili erotični romani skoraj. Ampak kaj ti zdaj njemu tam poveš, recimo, jaz to točno to, razumem. kaj bi delal. Pač tako, to sem jaz takrat prvič doživela in zadnjič in sem tako, ok, štekam zdaj, kaj je point tega. Pač tako, napišeš, kaj si želiš, da bi ti delal, tako v detajle greš, tako, kaj ti dela, kako se počutiš, kaj ti njemu boš delal. V sedanjiku? Pač, tako, recimo, zdaj me držiš v prihodniku je bilo, kaj boš delal, kaj se boš videl. V tem smislu je bilo. In pač jaz sem šele pol tako dojela, fakt mi da so tako dobesedno seksala, pač to sploh nisem v momentu isto jaz dojela, da je bil pač to sexting. In pač tako ugotoviš, da v bistvu sploh ne rabiš tako overthinkati teh stvari, ampak res pomisliš, kaj se ti je že zgodilo dobrega, ali pa pomisliš na kakšno fantazijo in pol to vse opišeš. In je tako bilo, tukaj je bilo hot, jaz sem tako, jaz nisem nič naredila v tistem obdobju, jaz sem sam to razmišljala, pač tako noro je bilo. In A to si ti probala s svojim fantom ali s komu drugim? to je bilo z enim prej. Okay. In iz njemu pa svakaj, fakt, prav ne spomnim se, ker smo bili tako skozi pol tičala skup in so se pogovarjala. Zagotovo, ker zagotovo ti je Jan en dan napisal, jaz danes, ko pridem tebo v seksala in ti si rekla ja, in to je sexting. Ampak Ampak je!
Ja, drugače. Je, ne, drugače je. Sigurno. Ampak tako enkrat pa vem, da je bilo res začel se je pa s tem, ker sva se nekaj v nekih teh knjigah pogovarjala in v teh zgodbah in pa sva iz tega prišla polno vse te stvari. Vsem dober odnos tam imela v osnovi, ne? In neko tako medsebojno Ja, bilo je ful tako. oboževanje, spoštovanje je bilo, ne? Ja. In pol, ko nekdo, ki ga obožuješ, ki je top, ne? Ti recimo napiše, kaj bi delal s tabo, ne? In nekaj čist drugega, ko nekdo, na katerega, ne vem, Ja, si to jezna pa ali ki te- itak, to pa itak. Pač ne moreš ti sekstati z nekom, ki ti pač ni privlačen, ki ti ni Sem Sem všeč. ti, Moraš veš, biti nekdo, ki hočeš, da ti to dela, da ti pol to reče. ampak ti ampak ko je to težko v bistvu doseči odnos, ker si res dober, ne? Ker meni se zdi, da to v bistvu, zdaj ne vem, kako je z našimi poslušalci, ampak Ja. jaz večina mojega življenja z večino ljudmi sem imel nekaj ali nezaključenega, ali nekaj jim bilo ok, ali tako. Nimam tako, da sem imel, ne vem, ful fenomenalne odnose, recimo nekaj sem naredil, recimo jaz večina leta preživim tako, da ženo neki nervira na meni, ne? Tako, da je nekaj res, da sem the best je, tako je, to je bolj highlight, recimo. Ne vem, kako je z drugimi pari pa drugimi ljudmi, ampak meni se zdi, da ni lahko tako držati dober odnos z nekom, da si tako, ko živiš ali pa ki nekaj delaš, pa da, ker praktično pomeni, da vse delaš v nulo, ne? In da nisi pozen, da narediš stvari v roku, da, ne vem, plačaš se račune, tako, ko jih moraš si tako, in narediš življenje, kamor si res tako poštiman, ne, tako poštiman, da drugega recimo nič ne zbode, je kar umetnost, vsaj meni, To po ne. mojem ni Ne, mogoče. sej, ne. to je pač to, kar ti opisuješ, je realno stanje. To, kar sem jaz opisovala, to moraš vzeti v zakup. To je bilo tako čisto na začetku, ko sva se mi dva to Okej. spoznala. To ni bilo, ne vem, da so bila mi da zdaj 10 let skupaj in ni šans. In To, kaj- to je bilo ono začetki, ko se tako z nekom malo spoznavaš, pa ti je vse hot, pa ste Aha. vse ta anticipation, ki ti hormoni, ki so tako na 110 tisoč. Ti- To je bilo to. Kdo so naša publika? Kakšna starostna skupina posluša tole? Največ 25 do 35, potem pa Okej. 35 do 45. Ok, se pravi, marsikdo recimo tukaj je, tudi recimo tako, ko jaz mož, Ja. ki recimo posluša, ki ga zanima mogoče tudi kaj narediti, ali svojo ženo, ali ne vem, mogoče ljubico, ali karkoli že pač ima, kaj recimo, kako narediti te stvari bolj hot, ali pa išče neko tako večjo izpolnitev recimo v teh odnosih, ali pa ženska, ne, mogoče ima že otroke, pa razmišlja, ok, malo je dolgočasno recimo z možem, karkoli, kar se ji ne odpre, kar ne veste. Tako da v bistvu poslušajo tole z nekim namenom, da se nekaj odpre, da nekaj razmislijo, ne. Tako jaz upam, da ta današnji pogovor prinese nekaj novega. Me bi prav zanimali komentarji, recimo, kaj ljudje v tem doživljajo, kaj so njihova vprašanja, kaj si oni želijo, kaj si vi mogoče želite, ne, ko to poslušate. Ja, meni je bilo par stvari ful dobrih, ki si jih rekel, ki jih mi dve večkrat rečeva, ampak se mi zdi, da je fajn, da pridejo tudi iz moških ust. Tako da napišite v komentarno, kako se je vam to vse skupaj zdelo. Zdaj smo v bistvu že pri intimnem kotičku. Tale igrača pa sem se je malo bala, ker tako tudi predstaviti in izprobati, ker tu ima same neke te štrcle in tako iz looks scary in tudi tako, ne, še ni konc, še tako in pa imaš te nastavke. Sara ima v roki Rabbit vibrator, ki nima samo ene rokice, ampak ima dve rokice. Crazy. In pol ima še neke nastavke za klitoris stimulirati. Ja, in tukaj, ko bi bil rabbit, zajček drugačne, tle daš lahko kjerkoli, lahko imaš tega, ki tapka, lahko imaš tega, ki ima te resice, tu ne vem, zakaj dajo ta nastavek zraven, it's so weird. Zato, ker zgleda dobro. Ja, in pol imaš še ta jeziček, ki pa tudi je tako, ne vem, no, meni je ta bunkica super. Pa imaš še enega, ki je lukna, se pravi, da se sa, ampak ga nimam. Tega si kar stran. Ej, ne, tu je bilo sem polno stvari v uni škatli, tako nisem več vedela, v glavnem. Ne, in potem tu daš tle noter in pol imaš tle ta štrcelj, ki tako dela gor pa dol. Okay, se Čak, kva, premika se. Samo od sebe. Ja, Kva? Te požgi Ja. to. Ama kaj baterije? ne vem, zdaj. Jaz sem mislila, da je to primir. Čak se zdaj pa... Kaj sem si... Preveč ima funkcij, pa sploh ne veš, zdaj kjera. Tu boš malo ven izrezal. Ne, kar pust. Aha, hvala. A ja, Kako sem tega tako začela? naprej pa nazaj gre. Mislim, da ima več različnih. What? A se dejansko čuti to? Ker to bi mogli v teoriji na G točko ti pritiskati. Štekaš, on ima tako ritem in to ne. Štekam.
What? Ne vem, jaz, če si iskreno, tale je za G.cool, cool. Tale je pa glih tuk nekako na vhodu, nožnice, da ima mod, ful je debelo potem tle na vhodu, ker se ta pač tako čudno premika. High effort igrača je to, ker imaš tu milijon stvari za zamenjati. Meni je too much, meni ta jeziček ful nepotreben tle. Ja? Ja, tako čudno flepanje čutiš polno. Predstavljaj si, da imaš penis noter, ampak da ima ta penis Meni zgleda kar drugače neki, hudo. kot te tepe, tako gor. Kar pa fajn. Kako pa obrneš, v katero smer? Proti gor ali proti gor, ne? Ta je na klitorisu, ne? Aha. Če tu tako ful daš not, pa kar dolg je v resnici, Ja, ne? kar dolg je. Sem ti, a ni to Ful je tako, da dolg. kadar, ko stimuliraš G-točko, je kind of overkill, kadar se tudi klitoris stimulira, ker je G-točka v bistvu druge vrste užitek, kot pa se to zdaj moje izobraževanje, ne? To je druga vrsta užitek, kot na klitorisu, ne? Najboljši je oboje skup stimulirati, če Je me res? vprašaš. Ja. Sem ne oboje najbrž tako fajn, kot si bi ti zamislil, pa ne oboje tako fajn, kot tale. Aha. Ne, ker tam tako je pač močen in tako glasen in je ful intenzivno. Meni je preveč. In meni je tako na isti način preveč, kot sesalni. Meni je to sem too much, tako pač, ko ti pride, moraš sem stran od tega iti. To meni ni lušno. To je meni mučno. Aha. In taka je tale igračka. Tako da za vse une, ki imate radi, tako kakšen forced orgazem, kakšen non-stop orgazem, pol je ta stroj dober. Pa edino, da se ne sliši čez stene, ker je pa tudi ful glasen. In vsak ima svoj motor, se pravi, ta ima svojega, ta ima svojega, ta ima svojega. V glavnem, svašta. Oh, insane. Ja, lej, jaz za tukaj je premočen, tehnološko lahko dam tej igrački 10 od 10, ampak ker je tako intenziven, dam jaz mu 6 od 10. Ajde. Jaz mu dam še za izvirnost zvezdice dodatne. Ja. Mogoče pa bi ti bil všeč, lej, ti si več časa vzameš že načeloma, pa si predstavljam, da bi ti celega lahko dala not. Jaz pač tako, ko si vzamem 5 minut, mi je že tako, veš, in pol je ta tako bolj na vhodu in je tako malo bolj čudno. Ne? Ok. To je moj review. Pičpa.si? Za vse poskrbi. Nama 10. Jaz sem tudi rabit vibrator danes. Jaz sem pa ravno obratno od Caringa, ta je pa ekstra tih. To je tih, da mu niti baterija ne dela, da ploh pokazala. Ampak, tako se ne dobro nasliša te mikrofone. Tole je po mojem top 0,1% najtišjih igračk. Res. Po mojem je tišji samo od Satisfyerja Twirling Fun, unka je točkovni, ampak teh rabbitov pa res ne znajo tihih narediti. Jaz ne vem, kaj so pri tem učarali, res ne vem, ker je tako praktično neslišen. Ful je dober. Tako, s temu, pač tako, vedno, ko me nekdo vpraša za ne vem, neko tako igračko priporočiti, pa reče, da bi radi tako dvojno stimulacijo klitoris in notranjo stimulacijo, vedno tega priporočam. Ful ga ljudje pohvalijo, še aplikacijo ima, tako da če se hočeš še tako neki dodatno igrati, imaš še tisto aplikacijo od Satisfyerja, o kateri smo že tako fulkrat govorili, ampak pač imaš res fulanih funkcij, tako ni sam za to, da je, ampak pač dejansko je uporabna. Drugače pa kakor vse tele silikonske, tako da jo lahko pod vodo daš, polni se na USB polnilc. Gibljiva, ne? Za razliko od unga zadnjič, ki je bil čist trd, Ja. je ta taka mehka, prilagodljiva. Ful prilagodljiva, ful jo pač res zadane tam, kam more. In Zato se je mi vsem zdi- všeč, ker se tako prilagodi Ja. telesu. Tako je ena taka res bolj univerzalnih. Tako res moraš imeti smolo, da ti pač ne paše. Tako da jaz dam tej 10,5 od 10, eto. Wow! Res, ta je taka, ki pa ne moreš narobe z njo iti. Ja. Pitch Pop, na Pitch Popu je dobite, no? In imate tudi tako, da med nama 10. Ja, meni je recimo un monoflex boljši kot ta. Pa je ta monoflex, nima hejterjev, jaz mislim, da. Ja. Če kdo nima rad tega, ne napiše v komentar. Ampak ne bo, napišite, če ga imate. Katera od teh se ti zdi bolj zanimiva? Definitivno tale. Ja? Res? Ja. Ta ti je preveč. Zmagala sem! Je, ne? Ja. Končno! Ja, je malo overkill. Včasih se tako trudijo, veš, da se tako potrudijo, da je že pa Too much. preveč. Ja. Ja, no jaz sem bila včasih full fanica teh. Čim več, tem bolje. Da sem pa šla tako čisto drugo smer in zdaj sem pa pri teh buletih se ustavila trenutno. No, tole je taka
klasika. Ampak Zimzelene I'm so boring now. Čeprav zdaj čakam, pa ne, sem pa tudi naročila neke čebelice v to. Ja, Koliko pa seksa vi rabite drugače? Recimo, ne vem, koliko da ti recimo prija na mesec, da ti je resno tako, da si top, da si zadovoljna? da sem prav, da si prav želim, da mi pride. Ja, 3-krat. 3-krat, ne? Med ovulacijo, v glavnem, ne? Tistem. Ja. Aha. Po menstruaciji, ne 3 dni, sem tako, ta zadnji mesec mi je bilo prav čudno, tako kot da preselila sem se nazaj na samo. Aha. In se mi je tako nekako živčni sistem resetiral. Aha. In med ovulacijo sem gledala eno novo serijo in kar moški so mi bili všeč. Tako jaz sem bila tako, moj bog, in se mi je nekaj odprlo in se mi zdi, da sem jaz rabila sama biti malo spet po dolgem Kje pa si bila času. prej? Sem se tle preselila v Ljubljano k svoji teti, ker so v domačem kraju gradili 28 hiš okrog moje bajte, se mi je mešalo, ne. Aha. Zdaj sem šla pa nazaj. Tle je bilo pa 7 ljudi. Aha. Pa si mogla pogotoviti, kaj se ti manj In meša. zdaj sem končno ful, tako da ja, ene parkrat, no, da prav čutim tako, ampak kadar imam partnerja, večkrat. Zaradi tega, ker me tako vzburja pamet in potem, če je pameten, lahko večkrat seksam, ampak vibrator ne more biti recimo pameten in mi pač pol ne zapaša. Tako, če nisem na nekoga navezana, mi ful redko paše. Šteka me, kaj pa ti? Ja, jaz sem partnerja, pa zdaj so glih na tej točki, ko so toliko časa skup, da ni uno, da seksaš vsakič, ko se vidiš, kar je bilo na začetku, ne. Ja, po moje bo to ljudi šokiralo, ampak ja, po moje isto kot ti. Pač tako, včasih mi je dosti enkrat na mesec, da pač tako, sej seksam pol že večkrat, zaradi tega, ker se polka se enkrat spraviš, je fajn, ampak tako, da bi jaz začutila, da bi hotla, ja, po moje enkrat na mesec. Ampak začutiš pa tako, če je kaj neseksualnega, ne? Tako, ne, sploh ni, pač tako, kar tako zbudim se in sem tako, danes sem pa horni. Ni z njim povezano pa z njegovim telesom, ne? Pa tako, ne? Ne, pač nima, pač on, mislim, itak me privlači in to in pol, ko se sprava, je vse super. Pač mi to zdaj povedala zaradi tega, za vse tiste, ki gledate tle, pa si mislite, joj, pač ne vem, mogoče iz mano kaj narobe, ona zihka v seksu, gori skozi seksa. Jaz sem šla zdaj na dopust, tako za 2 dni sva šla v hotel, v Špika, ne. In sva bila tako zmenjena, tako rekla sva, da bomo vsak dan, a veš, kot za 2 dni sva šla, pač moraš izkoristiti to. Ja, ta drug dan že ni bilo, dosti smo vstala, rajš sva spala, da polo pa treba na zajtrk, po zajtrku takoj ne moreš, ni bila toliko velika želja. In pa bilo že treba spakirati nit. In sem bila kar tako, pač, ampak ni bilo tako, da bi nama bilo bed, a veš, ni bilo tako uno, joj, zdaj smo pa ful žalostna, ker nisva se, pač nisi sekso, pač je bi ga, ni bilo cajta. In zadnje čase je ful kratko. In pač pri meni je tako ful enih stvari, ki se dogaja, pač jaz si mora biti cajt za to. Ni uno zdaj, da bi imela pa zdaj željo sam za to, da je 5 minut, pač. To mi pa tudi. Vse kdaj paše, ampak ni tega, da bi bila in tako prav to, kar si prej rekel, pač glavni trik je razbremeniti žensko. Če ti nekdo zdaj vzame vse delo, ki ga imaš, boš pač hotela seksati, ne? To je to. Ja. Tako da ja, ni to, da bi kar skozi. Ampak that's okay, it's life. Sej pa pridejo valovi, ki pač je več. Drugač, nekaj časa nazaj sem imela neke podvige, ki je bilo ful love, ne bom, ampak glej, je bilo pa ful fajn. Neke eksperimente, to je kar javno, nekaj se spomnil in smo. Kakšne pa? Nič, lej. Ne bom govorila, ampak ja, pač tako, hočem samo reči, da pač pridejo obdobja, ki pač se zmeš, da boš seksal, pa ne boš, in pol pridejo obdobja, ki se pa spontano zgodijo nove razsvetlitve. Pa pride obdobje, recimo, tako ko smo bila jaz pa žena, recimo, ko sva rekla, Sofija rabi sestrico. In takrat je tako, to je bil enih najlepših obdobij, tako seksualnih, recimo, mojega življenja. Nice. Je bilo res tako top, kar res tako sva se nekako odločila, ko se telo odloči, recimo, ne, evo, zdaj pa sem ready za novo življenje, ne, takrat je tako horniness in vse skupaj tako gre v višave, ne, v tistem obdobju, kar res tako naravate v bistvu, ker pač ta seksualna privlačnost je zelo naravna stvar, ne? To je nekaj, kar je milijone let staro, to ni nekaj, kar smo se mi izmislili. Ne? In zdaj je pač dosti teh igračk pa vsega tega in smo tako malo
opevamo to seksualizacijo, recimo vse skupaj. V resnici je to en tak naravni pojav, ki sledi nekim naravnim normam. Recimo jaz si želim seksa 20krat na mesec. Ampak zato, ker imam pač moj testosteronski cikl, vsako jutro se zbudim horni, to je normalno, ne? Pač taki smo moški. Moja žena pa niti slučajno, mogoče tako enkrat na mesec mogoče, ne? In to je to. In to je normalno, ampak pol je tukaj nek trade-off, ne? Recimo, če sem jaz res krasen partner, ne? Bom dobil več, vem, da si ona ne bo želela toliko, recimo, ko jaz, ne? In to moram vedeti in bom probal narediti hitro, da jo ona pač ne mučim preveč, kadar rabim, ne? In to je point, recimo, tega, da si compassionate, ne? Razumeš? Je mogoče pa glih to rab, da si vzameš čas, takrat pa jo pripraviš do tega, da si želi. Ne, ker deal je jasen. Vemo, kdo rabi, pa kdo ne. Okay. Ja. To je ful tako kočljivo reči na televiziji, ampak meni se zdi to ful lepo. Pač ona, če si zaupate, kaj je tu pa problem. Jaz lahko pač, če ti jaz dovolim, da ga daš vame, ga lahko kadarkoli, tudi če spim. Ja, to je tisto, to je dobro partnerstvo, tako ko si res iskren, veš, kaj rabi kdo in kdaj ne. In je tako, tako po mojem, če rečem tako suma sumarum, ne, je dirty talk, ne, ali pa tako, da rečem tako, komunikacija med seksom, ne, je bistvena, da je naravna, da je iskrena, da res poveš, kaj je res, pa bistvo, da se ti trudiš biti nekdo, ki si privlačen. Če si ženska, da razumeš, kaj je privlačno moškim nasploh in kaj je privlačno tvojim partnerju, ne? In da pač poudariš tiste dele sebe, ne, ki so naravne, ki so privlačne, ki nekoga rajcajo, recimo, ne. Pol, zame recimo privlačno, kadar je ženska sproščena, ki je pač tako v svojemu elementu, ki uživa, ki je tako, ki ima občutek, da ne rabi nič narediti. To je top, ne. Zdaj, mi moški, da smo taki, kadar smo mi v našem elementu, ki smo ambiciozni, ki smo pametni, ki imamo dobro strategijo, ki vemo, da bomo zmagali, ki gremo nekako naproti in ženska ve, da smo med moškimi recimo močnejši od ostalih. To je tisto, kar in če tu bitje recimo preneseš noter in pol komuniciraš v tej smeri, se mi zdi, da si bolj privlačen. In pol jeziki so pa lahko tukaj dodatni stimulus, če oba govorita recimo več jezikov, lahko se tudi zmenita, da bosta seksala v španščini, če je to naravna španščina, če pa to španščina z Duolinga, bo pa to totalno neprivlačno. Ja, ne. Razen, če imaš Duolingo za seks, izraze. Če imaš Duolingo, ni point, veš, če jaz govorim z nekim naglasom, ki ni španski, recimo, to je največji turn-off, recimo, ne? Ja, razen če v angleščini, pa imaš lahko naglas. To imaš lahko naglas, ampak to je naravni naglas, recimo, ne? Indijski naglas. To je angleščina, indijska angleščina, to je drugo, ne? In to je fajn, ko te privlači nek naglas, to je super, ne? Ampak mora biti naraven, če se jaz trudim indijski naglas, bom čuden, ne? Ja, to bo čudno. Jaz sem si zamislila, da bomo šli tako kao čez te angleške izraze in bomo prevedali, ampak mislim, da ni nobenega pointa v tem. Tako da bom jaz sam povedala še tako za konec, ker to sem jaz že nekaj časa nazaj pripravljala o tej temi en video in sem tako naredila seznam nekih tako stvari, ki jih lahko uporabiš, ker niso dobesedno fraze, ampak sem tako malo za ideje, pa si lahko to, če vam bo kaj pomagalo. V glavnem, tako enostavni dirty talk na sveti za začetnike. Okay? Pohvala. Pač pohvališ, kaj dobro dela, pohvališ, kako dobro izgleda, ne vem, obožujem, koliko imaš trd kurac, take stvari. To, kaj? V šoku sem vsakič sem v šoku, kad ti tako brzaš kakšno tako besedo. Lahko dodam še eno tukaj? Ja, prosim. Ob tebi se počutim tako varna. No, evo. To je top. Lahko se to, pač ne si zdaj zapisati prav teh idej, ampak če vam pride, ne? Če to res čutiš, ne? Če ti res čutiš, da si ob nekom varna in da se res počutiš, da te lahko zaščiti, da to je to. Všeč mi je. To smo že rekli, ampak ime, pač to, da nekoga po imenu pokličeš, tle zdaj pa luna navarna zanke, da noš napačno ime rekel, ne, tle zdaj tako. Ampak če rečeš pravo ime, si zmagal. Opišeš, kaj boš naredil. Okay, to lahko, ne vem, veš, tako, ko se tako malo žvališ, pa tako se hot and heavy, pa se dotikaš, pa rečeš, opišeš, kaj boš delal, recimo. A ne? Ne razumem.
ne vem, ok, ta je čist tak basic, ampak Zdaj ti bom dal prste not. ne, ali pa ko mi čakam, da te pofukam, ko mi čakam, da te čutim, ko boš mokra, veš, take stvari. Tako, ok, no, to ni glih opisal, kaj boš naredil, ampak če imaš kakšne take specifične, ali pa pol te bom pa zvezal in te bom toliko časa, da ti bo 5krat prišlo, ali pa kakšne take stvari, a ne, recimo. Da poveš, kako se počutiš, ne vem, rečeš, jo, noben me ne more vzburati, koliko me ti, ne, ali pa jo, ne moram verjeti, koliko sem mokra zaradi tebe, take stvari. To je quality content, da damo tam v spodaj telele zapiske tvoje im. Drugače, to sem dala na Instagramu highlight, tako da tudi lahko pogledate točno te stvari. Potem, da spodbujaš partnerja, ne vem, rečeš, ja, da je še tako, ali pa nič spreminjati, ali pa udej hitrejš, koliko me vzburja, ali pa koliko me pali, kad tako vzdihuješ, whatever. Pač spodbujaš ga. To, da daješ na pot, ker smo tudi rekli, da je dirty talk, ne, recimo, ne vem, močnej, hitrej, bolj na levo, ne nehat. Potem izrazi navdušenje in pričakovanje. Ne vem, veš, rečeš, jo, že cel dan sanjam o tem, da, ali pa jo, koliko mi je manjkalo to, take stvari. Pa še afirmacije. Imamo še malo tega, a ne? Ne vem, ti si najboljša stvar, ki se mi je kdaj zgodila, obožujem, kako se počutim ob tebi, take stvari. Tako da, kakšne tako, to so to, veš, te 101, zdaj gremo pa še na Never Have I Ever. Če bi radi te stvari imeli pa kje napisane, sem jih pa jaz hranila na mojemu profilu, pejte followat Lucija tukaj in imate v highlightsih. Vsaka ženska se vsaj enkrat v življenju sooči s pomanjkanjem libida. Si tudi ti ena izmed njih, potem je čas za Passion Potion. Združili smo starodavno znanje in sodobne raziskave v formulo, ki pomaga ženski današnjega časa za več libida, več energije in manj stresa. Passion Potion je napitek v prahu, odmeraš eno žličko, dodaš svojo najljubšo pijačo in pol uživaš. Brez kalorij, brez sladkorja in brez krivde. Višji libido, boljše razpoloženje in lahkotnejše življenje najdeš na ulala.si. Si ste že kdaj igral Never Have I Ever? Ne. Ne? A veš, kako se igra? Ne. Ok. Vsak stavek se začne z nikoli nisem, ker to je point igrice. Če si to že kdaj naredil, daš prst dol in pa imaš tako roko prštimano in če si dal že en prst dol, za naslednjo daš pa spet prst dol. Če pa tega še nisi naredil, pa pustiš prst gor. Bomo šli za vsakega posebej. Pa če nočem povedati, če sem naredil. Vse sam prst daš dol, nič ne poveš. Ja, se mi vidimo, da daš Saj veš. prst dol. Ne razumem, čakaj se pravi. Lej, če bo kaj tazga, noben ne bo vedel, a si se zlagoval, ne? Se pravi, Ampak moraš biti Če si iskren. že daš prst dol. če sem že tam prst dol. Lej, Ja. nikoli se Recimo. mi ni zgodilo, da nisem vedel, kaj naj rečem, ko mi je partner začel govoriti, pač ko je partner začel govoriti med seksom. To se pravi, partner je začel govoriti, ti si bil pa sam tako, ne vem, kaj ne naredim. Če se ti je to zgodilo, daš prst dol, če ne, pa ne. A tu kdajkoli, tudi sem bil Kadarkoli, 17 kadarkoli. let, Ja. tako. Ok, cool. Okay. Ja. In če ne bom hotel povedati, sem zlagal. Pač, ne Sem bomo, to si zdaj že ja, povedal. zdaj vemo, da boš neiskreno igral, tako da bomo vrtali vate. Okay. Sara je dala prst dol, ti si dal prst dol, jaz iskreno se ne spomnim. Sam zdihaš se kdaj. Ma, zgodi? jaz nikoli ne vem, kaj Sam reči. goddammit. Tako, daj. Jaz Mislim, po mojem, Še da sploh, sem. če mi začne tako- nekaj nalagati preveč, da vidim, da se on full trud, pa je tako, zdaj ti bom, ne vem, kaj, pol je sploh ne vem, kaj bi rekla. mislim, ne vem, jaz sem bil tako, mogoče za trenutek ne vem, kaj reči, sem bolj na koncu zmer nekaj. Tako da na koncu nimam tako izkušnja, da ok, v nekem nisem prav res vedel, kar na koncu sem se zmer nekako Si se znašel. Tako da, Okej. veš, tako. Nikoli mi ni bilo nerodno, potem ko sem probal dirty talkat med seksom. Sara je dala prst dol? Ne spomnim se, mislim, da ne. Ne, jaz tudi mislim, da ne. Nikoli nisem sekstal z nekom, ki res ne zna z besedami. Sara je dala prst dol? Mm. Ti si dal prst dol, jaz pa ne. Nikoli nisem uporabil ChatGPT, da mi pomaga sekstati. Nikoli. Ne, pa daš prst dol, Aha, pa ne. Ti tudi ne. Jaz za vsako stvar, ki jo delam zadnje čase, uporabljam. Ampak ti, odkar ChatGPT obstaja, sploh nisi sekstat mi s kom. Ali si? Ja, se sem bila parkrat vmes imela Tinder, ne? God damn it, Sara, ok. Mislim, vsaj sem se pogovarjala, ampak tako. Love it. To se pravi, ti si dala prst dol. Ja. Nikoli se nisem na glas zasmejal partnerju, ki se je trudil biti seksi. Sara je dala prst dol? Kaj ti pa Čakaj. ne? Ne. Mislim, se nisem nikoli smejal. Ne. Da bi se prav, ne bi se. Ampak ne tako reža, da se režiš.
Ne, Tako v trenutku istem. Pač ko istem. smešno ti je bilo, pač ne uno, pač niti ne privoščijo, ampak sam tako nisi se mogel zadržati. Ja, ampak se tudi tam pol smejo, tako ne njim nič hudu, ne? To je tako ni, slaba ampak- stvar. Ne, ni. Okay. Samo jaz se ne spomnim, da bi Nisem bilo se kdaj tako. posmehovala mu. Ja, Ja. ok, ti tudi ne. Nikoli nisem googlal idej za Dirty Talk. Jaz sem jih. jaz nisem. A pa idej za izboljšanje seksualnega življenja? To pa je, to pa No. dolgo časa. No, vsi smo dali prst dol. Okay. Nikoli nisem poskusil Dirty Talkat tako, kot to počnejo v porničih. Pa ne nikoli, to je pri meni zmerjal studno. Jaz ne, pa pol- sem pol ne daš probala, ker prsta sem dol, pol mislila, ne da daš. moramo Aha, vsi ne. tako. Jaz nisem nikoli na glas poslušala porniča, tako da sploh nisem vedela, kako Dirty Talkajo. Sem tu spomnil, da ti to je tako, jaz tako sovražim porniče. Jaz sem Sem- samo enkrat Sem pri poslušala. 13 letih sem začel recimo gledati porniče. Ja. Ok, takrat je bilo zanimivo, ampak pol pa tako odrasteš, mislim, tu moraš biti res. Ampak amaterske, recimo. Ne? Ja, mislim, ja, Tako ampak kakšne amaterske Vča- masaže ti- imajo. tu- kakšne tu so tako, tu so tako. dobre, ampak recimo tako večina te produkcije je totalno mimo. Ne? Okay, par jih je dobrih. Recimo, kaj tiste Vivian, neki taka, so dobri, kadar so realni, recimo, ko gledaš, Ja. da neki izgleda realno, ampak takih je, ne vem, 1%. Ne? Anyway, Ja. sorry, to je Ne, moj pet pač piv. zanimivo je tudi, da dejansko oni za naložb fakes posnamejo. Kao, ne? Oni Aha. bi lahko bili dobri igralci, pa nočejo. Never have I ever been have a pet peeve for porn movies. Okay. Ti si prvi gost, ki si je sam dal, ne vrhe, ne vrhe, da uprzal. Ja, noč Sara nam je tle zgubila, sorry Sara. Ampak danes ne bomo me zvezali, ker nimamo lisic, s trakom me pa ne bomo. Prav. Ti Naslednjič bomo imeli že lisice. Ja, moramo ene naročiti, ker niso Bom pokvarjene. jaz Ne, se vam jaz naročila. une, ki so, se imam še ene. Jaz sem danes Tebe bi drugače načeloma mogli zvezati, ne? Ker načeloma tako, da gost zgubi, se Ampak- hočemo potruditi, ampak danes nam ni uspelo. Ne. Zdaj jim pa lahko poveš, še kje te najdejo, pa če bi jih kaj povabil kam. Ne vem, povem kaj, kakšno zaključno misel. Veš, ena izmed mojih želja je, da potem, ko naredim svetovno dominacijo z mojo jezikovno šolo, si želim narediti podjetje za odnose, ker bi pomagal ženskam in moškim skozi pač trenerje, recimo, ki jih imamo, da bi lahko imeli boljše odnose, da lažje dobijo partnerje, da se tako, če imajo partnerje, da lažje razrešujejo stvari. Tako tle si želim najti tisti sweet spot, tako kaj je resnica o odnosih, recimo, ne? To si želim, tako da če ima kdo tukaj kakšno poslovno idejo na tem področju, ali pa če si želi recimo nekaj s temi odnosi narediti, bom vesel kakšne ideje, komentarja, to je pač ena izmed mojih želja življenjskih, tako da bi lahko, želim si v glavnem pomagati ljudem, da so bolj srečni v odnosih, no, to je na vseh nivojih, od samskih moških, ki si želijo biti privlačni pri puncah, do samskih žensk, ki bi se rad najdel dobra partnerja, pa bile bolj privlačne moškim, ali pa pari, recimo, da se rado bolj connected skupaj, ali pa poročeni ljudje, da lahko najdejo smisel v svojem partnerstvu. To je nekaj, kar si želim. Tako da mi je ta podcast v bistvu danes dal možnost, da o tem razmišljam, da se o tem pogovarjamo, tako da sem vam ful hvaležen za to. Ja, v resnici so tvoje besede meni dale ful inspiracije, tako malo včasih zgubiš, ali pa me mlade punce zgubimo tako nek vzor dobrega moškega, ki gledamo na spletu in povsod in tako se nam zdi, da ni nikjer nekoga, ki bi nas oboževal ali pa koga bi res zanimale. In se mi zdi lepo, kaj je pri tebi videti, da te zanima pač tvoja žena in da je tvoj cilj, da je v bistvu ona srečna v življenju, ne? Ker je tako ful dober cilj. Hvala. In to mi je lepo. Hvala, nisem vedel, da je to navdihujoče. Hvala. Tako, nikoli ne razmišljam o tem, tako da hvala za ta komentar. Ja, hvala tebi, da si prišel. Vi pa subskrbite na ta kanal, če vam je bila ta epizoda všeč, lajkite, napišite kakšen komentar, ker nam to ful veliko pomaga. Tako da hvala vsem, ki ste še zmer tukaj. You are the real VMPs. Gremo, bye! Se vidimo!